Občina je danes in nekoč, nikoli ni bilo drugače, vedno morala iskati en zdravorazumski kompromis med investicijami in transferi v gospodarstvo, negospodarstvo, kulturo, v socialo. In moram reči, da kultura nikoli ni imela prednosti. Imela je pa kulturo eno srečo v preteklih desetletjih, da je imela ljudi, ki so bili na odgovorni funkciji, naklonjene kulturi in so vedno se trudili, da bi si kultura odrezala svoj kos pogače. Tudi ta kulturni dom je bil leta 1985 in že prej, ko so se priprave začele, neželjena investicija. Ampak odgovorni ljudje takrat so vedeli, da mi ta kulturni hram potrebujemo, ne samo za občino, za celo regijo, in ne znam si predstavljati, kaj bi bilo danes, če mi tega doma drugega slovenskega tabora ne bi imeli. Leta 1985 se je uresničila dolgoletna želja po dostojnih kulturniških prostorih v Žalcu, v katerih bi lahko uspešno delovale tako domače ljubiteljske skupine, kot seveda gostujoči izvajalci. Dom je ob odprtju s posebno listino bil zaupan v upravljanje takrat DPD Svobodi Žalec, ki je še vrsto let skupaj z občino skrbela za odpravo kasneje ugotovljenih pomanjkljivosti in seveda potreb. Danes, ko je Žalec središče kulturnega življenja, pravzaprav znan preko naših meja, se rada spominjam, kje se je to začelo. Začelo se je predvsem s kulturnim domom. Z odprtjem kulturnega doma je povezanih veliko lepih dogodkov, veliko resnih pa je bilo povezanih z izgradnjo tega doma. Žalec je postal središče kulture zaradi vsega lepega, dobrega, zaradi vse umetnosti, ustvarjalnosti, ki se je tu dogajala. Mene pa spomin zanese nekoliko nazaj, pravzaprav tiste dogodke, ki so spremljali odprtje tega doma. Kako smo urejali okolico, kako smo od stanovanja do stanovanja hodili in pobirali za stole. Ljudem se je zdelo to nenavadno. Nekateri so radi prispevali, drugi ne, ampak dom je postal naenkrat nekaj velikega, nekaj našega, nekaj, kar smo sprejeli, da se bo tu dogajalo veliko dobrega, novega, težko pričakovanega. Vse je in govori v prid upravičenosti, trmi in vztrajnosti vseh takratnih, da ne rečem, zanesenjakov in sofinancerjev, predvsem občanov takratne enovite občine Žalec. Ta objekt je namreč bil zgrajen kot zadnji objekt takratnega zadnjega občinskega referenduma. Vsi pa, ki smo v obdobju 1985-1992 sodelovali pri kreiranju vsebine programa, smo se trudili in iskali predloge programov pri poznavalcih, uglednih poznavalcih umetniške zvrsti. Moja poklicna kariera je z domom drugega slovenskega tabora v teh 35 letih povezana približno 25 let. Naslednje moje obdobje je s tem domom povezano preko Zavoda za kulturo, šport in turizem, katerega direktorica sem bila od leta 2003 do 2008. To je bilo obdobje, ki je bilo obdobje velikih izzivov, dinamično in lahko rečem tudi uspešno. Zelo smo povečali obseg prireditev iz razloga, kajti združili smo področje kulture, športa in turizma. Torej 20-letnica praznovanja Doma drugega slovenskega tabora je bila izziv takrat, leta 2005. To je bilo prvo praznovanje.
In razmišljali smo, kaj narediti, in odločili smo se, da bo to lastna produkcija in da bo to opereta, in sicer opereta Hmeljska princesa. Še na druge zadeve, ki so bile velik izziv v tistem času, lahko rečem, da sem ponosna. In to je, da smo iz nič naredili današnji zelo uspešen Boom festival. Tudi denarja za to nismo imeli, zato je bil izziv tem večji. Vendar v drugem in tretjem in nadaljnjih letih je ta festival postal slovenski in tudi mednarodni festival. In še ena zadeva, ki mislim, da je prav, da se tudi ohranja, je zborovsko petje, in sicer na poseben način a capella. In s pomočjo dobrega sodelovanja s Kulturnim društvom Žalec smo začeli tudi z festivalom Sredi zvezd. Dom drugega slovenskega tabora Žalec je moj drugi dom že skoraj 30 let. Pred 5 leti, ko smo praznovali njegovih 30 let, smo v knjižnici pripravili pogovorni večer, na katerega smo povabili ljudi, ki so sodelovali pri njegovem nastajanju oziroma gradnji. Obujanje spominov je bilo zelo dragoceno, prav tako pa priložnostna razstava, ki je spremljala ta pogovor. In seveda, ta dom bi moral že takrat biti malo večji zgrajen, pa dobro, da imamo vse taga, kot smo ga takrat imeli. In potem smo imeli malo sreče mi tukaj v Žalcu, da je nekdo zadev Eurojackpot, pa smo iz teh dajatev, iz dobitka od iger na sreče, en znaten del, $500 000, namenili za razširitev te čudovite avle, ki je bila takrat po standardnih premajhna. Namenili sredstva za to, da so dobili dodatne prostore v Zavod za kulturo, šport in turizem, v domoznanskem oddelku, se pravi medobčinska splošna knjižnica Žalec, da ima tu dodatne prostore kultura. Knjižnica se v domu drugega slovenskega tabora Žalec počuti lepo, čeprav je vedno bolj tesno. Smo pa zelo hvaležni za nekaj novih prostorov, ki smo jih pred leti pridobili s prizidkom avle. Jaz se zahvaljujem vsem, ki so bili pogumni, ki so si upali vseh teh letih podpirati kulturo, vsem kulturnim ustvarjalcem, ki jih v tej dolini ni malo, tako v dejavnosti Zavoda za kulturo, šport in turizem, kot na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. In lahko je nekatera kultura se izvaja pod kozolcem, vendar rabiš tudi središče, rabiš matico, rabiš kulturni hram. In to s tem domom imamo. Vizija zavoda je delovati na vseh področjih, torej kulturnem, turističnem in športnem, iskati inovativne in varne načine za zbliževanje ter povezovanje ljudi. Če se bomo zaprli med 4 stene, bomo postali prazne, prestrašene lupine. Ne glede na trenutne okoliščine smo odločeni, da bomo v prihodnosti omogočili še boljše pogoje za obiskovalce kot za nastopajoče. Vse s ciljem, da bo dom še naprej srce kulturnega dogajanja v Spodnji Savinjski dolini.